z aktivnostmi predlagateljev, za katere več kot upravičeno zdaj mislim, da ne samo v združenju ocenjujemo, da so povezane z interesi finančne industrije kot take, torej v prvi vrsti borznih posrednikov in bank, ki se s tovrstnim posredništvom ukvarjajo. Delniška opora, ki se jo skuša ravno za predlagano spremembo onemogočiti, ne zgolj omejiti, ampak pravzaprav dejansko dokončno onemogočiti, enostavno predstavlja edino alternativo, ki je sploh še racionalna za obstoj malega delničarstva v Republiki Sloveniji. Zakon je dejansko narejen tako, da ščiti male delničarje, ščiti male vlagatelje. Dejansko je skozi celoten zakon precej določb zdaj vsebovanih takih, ki so dejansko namenjene izključno in samo varovanju malih delničarjev. In če se kdo kot predlagatelj sklicuje na okvire evropske zakonodaje, je to seveda, ne moremo uporabiti druge besede kot popolna laž. Namreč v Evropski uniji so vsa prizadevanja v smislu enotnega kapitalskega trga v prvi vrsti tudi z jasnimi deklaracijami usmerjena v to, da se pritegne individualne investitorje in sredstva, ki jih imajo gospodinjstva na razpolago na kapitalski trg, v investicije v realno evropsko ekonomijo oziroma v spodbudo tudi iz tega naslova. V konkretnih primerih, ki smo jih dosegli, jasno izkazujejo, da smo pri teh prodajah za papirje, za katere so recimo predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki jih vidim tukaj prisotne v velikem številu, zatrjevali, da so to papirji, zaradi katerih borznoposredniške družbe ne bodo sprejemale teh papirjev, ker so nič vredni. Ravno za te se je izkazalo, da še zdaleč od tega, da bi bili nič vredni. V bistvu na Ministrstvu za finance smo se že večkrat prizadevali, da bi se prepoved fiduciarnih računov ukinila. Ampak dejstvo je tako, da to nikoli ni bilo podprto tudi strani državnega zbora in tudi zakon na tem delu ostaja nespremenjen, torej fiduciarni računi so v Republiki Sloveniji prepovedani. In ravno zato, da se ta 10. odstavek ne bi izkoriščal v praksi, smo postavili časovno omejitev, da se lahko vrednostni papirji vodijo na fiduciarnem računu največ 6 mesecev. Tukaj ne moremo oceniti tega drugače kot zlorabe zakonodajnega postopka doseči, da se onemogoči takšno shemo in takšno možnost in takšno alternativo, ki je doslej obstajala, seveda za velike delničarje, popolnoma neproblematično. Zato tudi deloma seveda v narekovajih, a vendarle kot jasni pokazatelj v združenju pravimo, če so res naša prizadevanja, rezultati, ki jih s tem v zvezi dosegamo, do te mere problematična za finančno industrijo in očitno tudi za formalne predlagatelje tega zakona, potem naj se vendarle raje končno sprejme kar določbo, po kateri so vsakršne aktivnosti Vseslovenskega združenja malih delničarjev za zaščito pravic in interesov manjšinskih delničarjev prepovedane, ker se bomo vsaj izognili temu, da znova in znova in znova v zakonodajnem postopku naletimo na pobude, s katerimi je jasno, da niso usmerjene v drugo kot v onemogočanje nečesa, ker ima pozitivne učinke, rezultate in glede na siceršnje okoliščine seveda predstavlja dejansko edino možnost za v tem momentu še vedno preko 100.000 imetnikov vrednostnih papirjev, ki bodo sicer ostali brez vsega. To je predlog zakona o trgu finančnih inštrumentov. Predlog zakona je v zakonodajni postopek vložila Vlada Republike Slovenije. Z nami pa so tudi predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev. To je namestnik direktorja gospod Pinoza z svojo ekipo in pa seveda tudi predstavniki Ministrstva za finance, pa bi vam kar predala besedo za predstavitev zakona. Spoštovana predsednica, spoštovani svetniki, dovolite, da na kratko predstavim predlog novega zakona o trgu finančnih inštrumentov. Poglavitne rešitve predloga ZTFI predstavljajo spremembe in dopolnitve aktualnega ZTFI zaradi prenosa zakonodajnih aktov Evropske unije. Osrednja direktiva, ki se s predlogom ZTFI 1 prenaša, je tako imenovana MiFID 2. Prav tako se s predlogom ZTFI 1 ureja izvajanje uredbe MiFIR.
Zdaj, direktiva MiFID iz leta 2004 je bila implementirana v slovenski pravni red z ZTFI. Nova EU zakonodaja, to se pravi paket MiFID 2 in MiFIR, pa je usmerjena k odpravi posledic finančne krize, k izboljšanju preglednosti finančnega trga in k večjemu varstvu vlagateljev. Določbe direktive bodo prenesene z ZTFI 1, medtem ko pa določbe MiFIR, to je uredba, veljajo neposredno. Poleg omenjenih dveh pravnih aktov v EU pa se ZTFI 1 ureja tudi izvajanje uredbe o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih inštrumentih in finančnih pogodbah. In sicer se Agencija za trg vrednostnih papirjev določa kot pristojni organ za nadzor izvajanja te uredbe, prav tako pa se določajo sankcije zaradi kršitve te uredbe. Zdaj, stečaj borzno-posredniške družbe, ki se je pa zgodil pred skoraj 2 letoma, je pa razkril, da je potrebno bolj podrobno urediti tudi področje sistema jamstva za terjatve vlagateljev v povezavi z določbami o stečaju borzno-posredniških družb. S predlogom ZTFI 1 se tako podrobneje določajo obveznosti članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev glede tekočega zagotavljanja jamstva ter tudi aktiviranje tega sistema. Glede na to, da predlog ZTFI v slovenski pravni red implementira EU zakonodajo ter podrobneje določa sistem jamstva za terjatve vlagateljev, kar bo vse skupaj prispevalo k večjemu varstvu vlagateljev, predlagamo, da predlog ZTFI podprete. Hvala. Hvala lepa za predstavitev. Mogoče bi za strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, glede na to, da ste bili vpeti v pripravo tega zakona, še svoj pogled poudarili? Ja, kot je bilo povedano, se v bistvu s tem zakonom prenaša še zadnji večji paket evropske zakonodaje z področja upravljanja investicijskih storitev in poslov v slovenski pravni red. Istočasno se pa s tem zakonom tudi v bistvu odpravljajo določene pomanjkljivosti obstoječega zakona o trgu finančnih inštrumentov, ki so se pokazala od njegovega sprejetja pa potem skozi novele tega zakona. Agencija pa tak zakon, kot je pripravljen, podpira. Hvala lepa. V pisni obliki ste po elektronski pošti prejeli tudi pripombe Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Sprašujem predstavnika Vseslovenskega združenja, gospoda Verbiča, če ste še kaj za dodati poleg tega pisnega gradiva? Izvolite, prosim. Hvala lepa, predsednica. Za povabilo na sejo, pa tudi v tem primeru proaktivno vlogo Državnega sveta oziroma pričujočega delovnega telesa na področju, ki je vsekakor pomemben za številne državljane. Ko govorim v kontekstu interesov manjšinskih delničarjev, naj povem, da je predlagana sprememba zakona o trgu finančnih instrumentov prav gotovo spet en poskus resnega posega na področje pravic in interesov manjšinskih delničarjev, njihovega organiziranja, predvsem pa možnosti, da za svoje naložbe, pridobljene pretežno skozi lastninsko preoblikovanje, pa tudi naknadno pridobijo karkoli za svoje vrednostne papirje. Če sem natančen, v združenju neposredno naslavljamo v predlagani spremembi zakona o trgu finančnih instrumentov 1, torej v noveli 296. člen, pa še to spremembo, ki je predvidena v 10. odstavku. Marsikdo od vas navzočih na tem delovnem telesu Državnega sveta se bo spominjal, da je pravzaprav komaj da leto tega, ko je tudi ta organ obravnaval predlagane spremembe tega istega zakona, kar že samo po sebi kaže na precej čuden pristop, da na tako pomembnem področju pravzaprav nenehno prihaja do novih predlogov.
z vidika, ki ga omenjam in sam tukaj zastopam, pa toliko bolj, da so ti poskusi usmerjeni v dodatne restrikcije in onemogočanje ravno iz naslova interesov manjšinskih delničarjev. Pri tem želim biti zelo koncizen in kratek. Mi dovolite samo poudarek, ki smo ga naslovili tudi seveda zakonodajalcu in je sam po sebi zgovoren. Tako z naslova predlagane spremembe zakona, kot tudi druge področne zakonodaje, ki je s tem neposredno povezana, kakor tudi z aktivnostmi predlagateljev, za katere več kot upravičeno zdaj mislim, da ne samo v združenju ocenjujemo, da so povezane z interesi finančne industrije kot take, torej v prvi vrsti borznih posrednikov in bank, ki se s tovrstnim posredništvom ukvarjajo. In mimo grede dovolite samo v opombi, ravno nedavno je tudi Ustavno sodišče ukinilo edino omejitev, ki jo je s tem v zvezi zakonodajalec sploh uspel vzpostaviti na področju stroškov, ki so že tako enormni in neracionalni z vidika manjšinskih delničarjev z naslova borzno-posredniških družb in bank in potem takem delniška opora, ki se jo skuša ravno za predlagano spremembo onemogočiti, ne zgolj omejiti, ampak pravzaprav dejansko dokončno onemogočiti, enostavno predstavlja edino alternativo, ki je sploh še racionalna za obstoj malega delničarstva v Republiki Sloveniji. S tem tudi sklenem, zakaj je tako, samo z zelo jasnim poudarkom. Poglejte, število imetnikov vrednostnih papirjev se je v centralnem registru samo v letu 2016 zmanjšalo s 319.988 na 225.229, torej kar za 94.759 in v nadaljnem letu, torej 2017, še za nadaljnih 39.310, skupaj torej za 42% zmanjšanje vseh imetnikov kakršnih koli vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. Vemo, da so bili ob procesu lastnine vsi državljani imetniki in postali in je to sigurno ena od prednosti, ki bi jih lahko bodisi z vidika reform na področju pokojninskega sistema ali tudi drugih oblik varčevanja s pridom izkoristili, pa so žal procesi v Republiki Sloveniji ravno nasprotni kot tem in če se kdo kot predlagatelj sklicuje na okvire evropske zakonodaje, je to seveda, ne moremo uporabiti druge besede kot popolna laž. Namreč v Evropski uniji so vsa prizadevanja v smislu enotnega kapitalskega trga v prvi vrsti tudi z jasnimi deklaracijami usmerjena v to, da se pritegne individualne investitorje in sredstva, ki jih imajo gospodinjstva na razpolago na kapitalski trg v investicije v realno evropsko ekonomijo oziroma v spodbudo tudi iz tega naslova. Procesi, ki jih spremljamo v Republiki Sloveniji, so ravno nasprotni. Pri tem tudi s to opombo zaključim zgolj s tem, da kot član izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev seveda vem, da sem bil deležen izjemnega čudenja od vseh članov, kolegov iz vseh evropskih držav članic, ko sem jim omenil, kakšnim procesom smo priča ob ukinjanju registrskih računov v Republiki Sloveniji in ob bremenih, ki so jih deležni imetniki iz tega naslova, vključno z unikumom, ki je do zdaj povsod druge neznan, torej celo plačevanja za izplačilo dividend, plačevanja stroškov, ki pogosto celo presegajo samo dividendo. Torej, imetnik je zato, ker je formalno sicer prejel dividendo, pa je ni, dolžan plačati celo več banki, borzno-posredniški hiši in klirinško-depotni družbi iz naslova svojega imetništva. Hkrati pa je seveda obremenjen iz naslova socialnih transferov kot tisti, ki je prejemnik takšnih sredstev. Verjetno se strinjate, da je takšno stanje nedopustno in dejansko predstavlja unikum, kot tudi ti predlogi, ki jih, kot rečeno, tokrat naslavljamo. Gre konkretno za predlog, da se imetništvo na fiduciarnem računu odvetnika, to, kar je bilo pred letom dni problematizirano, pa potem vendarle ustrezno rešeno, na kar smo se tudi v združenju prilagodili, torej, da gre za shemo, ki je namenjena skupnim prodajam vrednostnih papirjev,
Naj vam postrežem še s tem podatkom, mi smo zelo uspešno tudi v praksi uspeli udejaniti interes manjšinskih delničarjev, ki so samo recimo v mesecu decembru preko takšnega imetništva na fiduciarnem računu odvetnika, ki je z nami v pogodbenem razmerju iz tega naslova, ko to organiziramo, seveda pa z vidika zakona, ki to omogoča, torej odvetniku ali notarju, da takšen fiduciarni račun ima, in to ni bilo sporno nikdar v več kot 10 letih doslej. Postalo je sporno šele takrat, ko smo mi s takšno shemo poskušali reševati iztrebljanje manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji zaradi ukinjanja registrskih računov, pa se zdaj poskuša z novo restrikcijo, torej z omejevanjem na 6 mesecev imetništva. Seveda ni potrebno povedati, da tukaj predlagatelj niti ne podaja nikakršnih razlogov, to, da ne gre za moment, ki bi kakorkoli izhajal iz evropske zakonodaje, direktiv in podobno, sem že povedal in ponovno zatrjujem. Drugih v obrazložitvah kakršnih koli razlogov, argumentov seveda ni moč najti, še najmanj pa je moč najti razloge za predlog, kakršen v tem trenutku je, torej da to deluje praktično celo retroaktivno. Verjetno je tukaj mišljeno 6 mesecev od pridobitve, niti ne od uveljavitve zakona ali česa podobnega. Pa tudi že to samo po sebi, ne uvedem samo recimo primer, kdo bo zopet iz tega naslova oškodovan, če bi prišlo do takšnega 6-mesečnega roka. Mi bi prav gotovo morali obstoječ model reševanja manjšinskih delničarjev in edine alternative, sploh ponovno izpostavljam, glede na ukinitev kakršnih koli limitiran stroškov računov pri borznoposredniških družbah in bankah, seveda ukiniti, spremeniti ali pač do te mere predrugačiti, da bi ne predstavljal več ustrezne alternative. To je, kot kažem, uteče tistim, ki so ugotovili, da sicer kot borznoposredniške družbe, ki ponujajo svojo storitev ne samo z vidika hranjenja vrednostnih papirjev in njihovega trgovanja, tudi v primeru, ko gre za skupne prodaje, v konkretnih primerih, ki smo jih dosegli, jasno izkazujejo, da smo pri teh prodajah za papirje, za katere so recimo predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki jih vidim tukaj prisotne v velikem številu, zatrjevali, da so to papirji, zaradi katerih borznoposredniške družbe ne bodo sprejemale teh papirjev, ker so nič vredni. Ravno za te se je izkazalo, da še zdaleč od tega, da bi bili nič vredni. Ko smo jih uspeli zbrati na takšnem fiduciarnem računu od stoter in tisočev manjšinskih delničarjev, se je pokazalo, da je za takšen svežen delnič pač prisotni interes, in to celo v kakšnih primerih v smislu 7-kratnika siceršnjih ali neobstoječih vrednosti ali tistih, ki so bile na organiziranem trgu vrednostnih papirjev prisotne oziroma so jih tako imenovani profesionalni upravljavci skozi vrsto let uspeli maksimalno zagotoviti za svoje kliente, torej delničarje. Če sklenem, res smo ogorčeni v združenju, ko vidimo, da se ponovno, brez kakršnih koli argumentacij in razlogov, skuša poseči na področje, kjer smo uspeli z prizadevnostjo, zelo jasnimi nameni, transparentno in tudi hkrati z izkazanimi uspehi iz prakse, zagotoviti za manjšinske delničarje ustrezno alternativo dobesedno odiranju strani borznoposredniških družb in bank in finančne industrije. Zdaj bomo temu verjetno lahko še izdatneje priča, poiskati možnosti manjšinskim delničarjem, da dobijo vsaj nekaj za te vrednostne papirje in svoje naložbe, zopet priča poskusu, da se preko, tukaj ne moremo oceniti tega drugače kot zlorabe zakonodajnega postopka, doseči, da se onemogoči takšno shemo in takšno možnost in takšno alternativo, ki je doslej obstajala, seveda za velike delničarje, popolnoma neproblematično. Zato tudi deloma seveda v narekovajih, a vendarle kot jasni pokazatelj v združenju pravimo, če so res naša prizadevanja, rezultati, ki jih s tem v zvezi dosegamo, do te mere problematična za finančno industrijo in očitno tudi za formalne predlagatelje tega zakona, potem naj se vendarle raje končno sprejme kar določbo, po kateri so vsakršne aktivnosti Vseslovenskega združenja malih delničarjev za zaščito pravic in interesov manjšinskih delničarjev prepovedane,
ker se bomo vsaj izognili temu, da znova in znova in znova v zakonodajnem postopku naletimo na pobude, s katerimi je jasno, da niso usmerjene v drugo kot v onemogočanje nečesa, ker ima pozitivne učinke, rezultate in glede na siceršnje okoliščine seveda predstavlja dejansko edino možnost za v tem momentu še vedno preko 100.000 imetnikov vrednostnih papirjev, ki bodo sicer ostali brez vsega. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa. Bi vprašala predstavnico Ministrstva za finance, če imate kakšen komentar na izvajanje in na pripombe? V bistvu na Ministrstvu za finance smo se že večkrat prizadevali, da bi se prepoved fiduciarnih računov ukinila. Ampak dejstvo je tako, da to nikoli ni bilo podprto tudi strani državnega zbora in tudi zakon na tem delu ostaja nespremenjen, torej fiduciarni računi so v Republiki Sloveniji prepovedani. In ravno zato, da se ta 10. odstavek ne bi izkoriščal v praksi, smo postavili časovno omejitev, da se lahko vrednostni papirji vodijo na fiduciarnem računu največ 6 mesecev. Zdaj, nam kot pripravljavcu zakona se zdaj ta omejitev zadosti dolga, če pa pač predstavnik meni drugače, bi pa se lahko v nadaljnjih zakonodajnih postopkih še to obdobje nekoliko podaljšalo. Hvala lepa. Pač neka časovna omejitev pa glede na sam namen ureditve v samem zakonu po našem mnenju mora obstajati. Hvala lepa. Odpiram razpravo državnih svetnikov. Izvolite. Ugotavljam, da razprave ni. Agencija za trg vrednostnih papirjev je želela še nekaj dodati. Izvolite. Hvala lepa. Žiga Kos je moje ime. Jaz bi mogoče samo dopolnil, kar je gospa Trampuš povedala. Zakon je dejansko narejen tako, da ščiti male delničarje, ščiti male vlagatelje. Dejansko je skozi celoten zakon precej določb zdaj vsebovanih takih, ki so dejansko namenjene izključno in samo varovanju malih delničarjev. Zato menimo, da pač navedbe gospoda Verbiča ne držijo. Mislimo, da je zakon naravnan k temu, da precej bolje varuje male delničarje, kot jih je varoval obstoječi zakon, tako da tudi v tem delu zakon še zmeraj podpiramo v takšni obliki, kot je. Hvala lepa. Mogoče kdo prijavljen k razpravi? Ugotavljam, da ne, in prehajamo na odločanje. In sicer predlog sklepa je, da komisija predlog zakona o trgu finančnih inštrumentov podpira. Kdo je za tako prebrani sklep, naj potrdi z dvigom roke? To se pravi, od 10 državnih svetnikov je 7 glasovalo za. Kdo je proti? Proti je glasoval en državni svetnik, za podporo zakonu 7 državnih svetnikov, kar pomeni, da je komisija predlog zakona podprla.